s Kitkom v svet pravljic. Bilo je pred prazniki in gospodar si je želel dobro kosilo. Poklical je kuharja in mu dejal: "Veš kaj, najbolj si želim dobro juho." In kuhar je šel in najprej skuhal dobro juho. A komaj jo je skuhal, že je izpod peči prilezel možiček, majhen, bradat, nič večji kot škrat. Stopil je pred kuharja in ga prosil: "Dobri mož, o, dobri mož, daj mi malo juhe. Tako sem lačen, da komaj stojim." "Ne smem," je rekel kuhar. "Nas samih je za veliko družino in vsi jo imamo radi. Lepo te prosim, vsaj malo juhe mi daj, eno žlico, nič več, potem takoj izginem." In kuhar je zajel in mu pomolil polno žlico. A kaj se je zgodilo? Čim je mali srknil, že je bil prazen ves kotel, njega pa tudi nikjer več. Ubogi kuhar! Stekel je do gospodarja in zatarnal: "O, gospod, ne boste verjeli, juho sem skuhal, zdaj je pa ni." "Kako?" se je čudil gospodar. In kuhar je povedal, kaj se je zgodilo. "Pa je nisi le polil?" Nisem, veste, da ne." "In je nisi sam pojedel? Poln kotel? Le kako?" se je branil kuhar in gospodar mu je nazadnje moral verjeti. "Prav," je rekel, "pojdi in jo skuhaj še enkrat. Ampak, če se spet prikaže kakšen škrat, glej, da ga nabiješ, da se ne vrne nikoli več." In kuhar je šel in skuhal novo juho. Lepo je dišalo, še lepše kot prej. Ni čudno, da se je izpod peči kmalu spet prikazal hišni škrat. "Dobri mož, saj veš, spet bi malo juhe," je zaprosil. "Ne zame, za mojo ženo bo. Tako je bolna, da skoraj ne more jesti. Daj mi malo juhe, da se okrepča." In je pokazal majhen meh, ki ga je nosil pod pazduho. Kuhar je bil dobrega srca. Vzel je meh in mu nalil, takrat pa spet: "Kotel prazen, juhe nikjer, škrata tudi ne." "Kaj naj zdaj, kuhar?" Šel je do gospodarja in je tarnal in stokal. Gospodar pa hud, kako je bil hud! "Da me nimaš le za norca?" se je dvignil. "Juho hočem, juho, da mi skuhaš juho in tistega, da ga spraviš iz hiše. Če ne, greš pa ti." Kuhar je šel, hitro skuhal še eno juho, kaj ne pride že tretjič tisti škrat. S takim glaskom ga je prosil: "Samo še malo juhe mi daj, moj otrok je bolan, žena mi je umrla, naj mi zdaj še dete? Zadnjič te prosim, samo še malo." Bi kuhar lahko rekel ne? Takle majhen otročiček, si je mislil, koliko pa sploh lahko poje? In je zajel in mu natočil. Seveda, juha je že spet izginila iz kotla. Gospodar, ki je stal za vrati, pa je vse videl in vse slišal. "Kaj?" je poskočil, "da si me že spet spravil ob juho? Stran, stran, marš iz moje hiše, da te ne vidim nikoli več." Ubogega kuharja je nagnal v vežo in se odločil, da si juho skuha kar sam. Nalil je vode, narezal vse tiste reči in kmalu je prav lepo zadišalo. A pod pečjo je zopet nekaj zaškrebljalo in gospodar je zagledal malčka, ki je lezel na plano. Nič ni pomišljal. Mahnil je z zajemalko enkrat, dvakrat, po hrbtu, po glavi, da se je ubožček kot kepa skotalil nazaj pod peč. Vsa juha je ostala. Ampak čudno, bila je slana in temna in čisto za nič. Naslednjega jutra je kuhar potiho prišel v kuhinjo, da pobere vse svoje stvari. Takrat pa ga je izpod peči poklical hišni škrat. "Pridi," je rekel, "nekaj ti dam." Kuhar je zlezel pod peč in se znašel v lepi prostorni hiši. Po kotih, omarah, policah, povsod so ležale nenavadne reči. Škrat pa se je ustavil pred pisano škatlo in dejal: "Glej, tale je zate. Kadarkoli si boš kaj zaželel, le po njej potrkaj, pa dobiš." Kuhar se je zahvalil in odšel,
A radoveden, kot je bil, je že tam sredi kuhinje potrkal po škatli. Malo kruha bi, je rekel, in glej, že ga je v škatli čakal kruh, dišeč, mehak in ravno kar pečen. Vrata v kuhinjo pa so bila odprta in kuharja je slišal gospodar. Pokaži, kaj imaš, je vprašal. Kakšna škatla je to, da ni moja? Kje si jo dobil? Škrat mi jo je dal, je rekel kuhar. Pod peč me je poklical, pa mi jo je dal. Potem jo bo še meni, saj sem gospodar, je rekel oni in se hitro lotil dela. Zakuril je v peči, skuhal poln kotel juhe, čakal, a škrata od nikoder. Hej, mali, kje si? Je zaklical. Hočeš juhe? Zate sem jo skuhal. Škrata pa od nikoder. Slišiš? Juha čaka. Kako je dobra. Na, vem, da si lačen. Ni odnehal. Hodil je okoli peči, klical in ni odnehal. Tako je škrat nazadnje prilezel na dan. A gledal je grdo, tako grdo, da se mu je kar bliskalo iz oči. Nočem tvoje juhe, je dejal. Še zmeraj jem tisto, ki mi jo je dal tvoj kuhar. Vsaj malo poskusi, saj bo zastonj, je prosil gospodar. In mali je hitro razumel. Stopi za menoj, je dejal. Vem, kaj bi rad. Peljal ga je pod peč in iz svoje šare tudi zanj privlekel škatlo. Še lepša in še večja je bila kot kuharjeva in gospodarju je bila nadvse všeč. Brž jo je zgrabil, stekel je v svojo izbo, potrkal po njej in zaklical: Skledo slastne juhe, skledo slastne juhe! A izpod pokrova je skočila le palica in ga pošteno nabila. Potem je škatla izginila, možička pa pri tisti hiši niso videli nikoli več.